Živijo! Če so tvoje slike polne živahnih barv, si koloristični slikar. Pa dajmo raziskati to dinamično umetniško obliko. Pri kolorističnem slikanju je barva glavno izrazno sredstvo. Ne uporabljamo samo črt, da pokažemo oblike in volumen, ampak predvsem barve. Ta tehnika se je začela v 16. stoletju v Benetkah s slikarji, kot je bil Tizian, in je vplivala na moderne umetniške smeri, kot sta ekspresionizem in fauvizem. Ena glavnih značilnosti kolorističnega slikanja je, da prostor dojemamo skozi barvne kontraste. Tople barve, kot so rumena, oranžna in rdeča, vizualno pridejo naprej in ustvarijo občutek bližine in živahnosti. Hladne barve, kot so modra, zelena in vijolična, se navidezno umaknejo in dajo globino ter občutek oddaljenosti. Z uporabo nasičenih, čistih barv lahko povečamo živahnost kompozicije, medtem ko tonski prehodi ustvarjajo atmosferske učinke in vizualno dinamiko. Namesto klasičnega chiaroscura, kjer se igramo s svetlobo in senco, imamo pri kolorističnem slikanju kromatično modulacijo. To pomeni, da oblikujemo predmete s prehajanjem iz enega tona v drugega, namesto z ostrimi sencami. Skozi zgodovino se je koloristično slikanje razvijalo skozi različne umetniške smeri. Beneška šola s Tizianom, Giorgionem in Veronesijem, impresionizem z Monetom in Renoirjem, ekspresionizem in fauvizem z umetniki, kot sta Matisse in Kandinsky, ki sta poudarila čustveno moč barv. Tudi danes ta tehnika navdihuje sodobne umetnike, tako v tradicionalnem slikarstvu kot v digitalni grafiki, in ponuja neskončne možnosti izražanja. Koloristično slikanje slavi barvo kot čisti vizualni jezik, ki z vsako potezo čopiča ustvarja globino, čustva in gibanje. Ni samo umetniška oblika, je živahno potovanje v edinstveno čutno dimenzijo.